Dobrodošli spet nazaj po odmoru. Nadaljujemo torej z drugim današnjim sklopom. In sicer je zdaj predavatelj dr. Matej Petrič, ki je bil najprej mladi raziskovalec na oddelku za zgodovino, potem je bil v knjižnici na oddelku za zgodovino in zdaj je ravno pred 2 tednoma ali tako nekako postal podatkovni skrbnik na Filozofski fakulteti. In lahko omenim njegova raziskovalna področja so zgodovina pozne antike, pozno antično krščanstvo in rimska književnost. O pozni antiki bo govoril tudi zdaj, o posestih in vilah v Simahovih pismih. Hvala za predstavitev. Torej, ta tema nas pelje v nekoliko kasnejši čas, če smo bili prej v klasični Grčiji, v klasičnem obdobju antike, smo sedaj v pozni antiki, natančneje v 4. stoletju po našem štetju. To je čas, ko je bilo Rimsko cesarstvo po vrhuncu svoje slave in moči v 2. stoletju že precej fragmentirano. Simah, na katerega se bom danes osredotočil, je živel v letih od 340 do 402 približno in v tem času je bilo cesarstvo skoraj vedno razdeljeno med več vladarjev. V primerjavi s prejšnjim obdobjem je tudi izgubilo nekaj posesti, na primer v Dakiji in pa na vzhodu proti Sasanidom oziroma proti Iranu. V letih, ko se je Simah rodil, je še vladala dinastija naslednikov Konstantina Velikega, to so bili te 3 bratje, Konstanci II., Konstanc in Konstantin II. Seveda leta 340 je potem že sledila državljanska vojna in se je situacija spremenila. Ob koncu 4. stoletja je bila situacija povsem drugačna. Konstantinova dinastija je izumrla in zavladal je cesar Teodozij in pa za njim njegova sinova Honori in Arkadi. To je bilo tudi obdobje, ko se je intenzivno začelo širiti krščanstvo, kar je seboj prineslo močno spremembo na verskem in pa deloma tudi političnem področju. Kar se samega Simaha tiče, družina Simahov je bila v obdobju od 4. do 6. stoletja ena najpomembnejših in najbogatejših senatorskih družin v Rimu. Kasneje je bila povezana tudi z Boetijem, se pravi tudi še v času, ko Zahodno cesarstvo ni več obstajalo, je bila ta družina še vedno ugledna. Njihov izvor ni povsem jasen. Alan Cameron je pred nekaj desetletji postavil hipotezo, ki je še najbolj verjetna, da gre v bistvu za rimske republikanske naseljence, ki so se preselili iz Italije v Severno Afriko in se potem postopoma povzpenjali po družbeni lestvici. Zlasti v 2. in 3. stoletju naj bi se nekako profilirali kot uspešna družina. Če Cameronova hipoteza drži, lahko identificiramo 3 take starejše prominentne osebe iz te družine. To sta navedena 2 brata iz afriške Cirte, ki sta bila konzula v času Flavijske dinastije, in pa potem je še Quintus Aurelius Polus Syriacus, ki je bil leta 193 guverner Dakije in kasneje prokonzul. Znano je tudi, da je Porfirij okrog leta 270 posvetil svojo isagoge nekemu Hrizaoriju, ki je bil iz družine Simahov. Prvi Simah, o katerem je znanega nekaj več, je oče tega Simaha, o katerem bom jaz govoril, to je Lucij Aurelij Viannis Simah. On je bil prefekt, ki je bil zadolžen za preskrbo rimskega mesta z žitom v letih 339-40, potem
rimski mestni prefekt, se pravi neke vrste župan z dodatnimi pooblastili. Določen je bil tudi za konzula za leto 377, ampak je žal pred nastopom funkcije umrl. Simahi so bili sicer zelo prominentna v 4. stoletju poganska družina. Znano je, da se je Simah angažiral za restitucijo oltarja zmage v senatno kurijo, vendar pa naj bi imela že v 4. stoletju družina tudi krščansko vejo. Po nekih novejših hipotezah naj bi tudi sveti Valentin, ki je danes, po katerem je danes pač znan ta praznik Valentinovo, sodil v družino Simahov in je bil v bistvu nek daljni bratranec od Simaha. Kar se samega Simaha tiče, sem že omenil, da je bil rojen leta 340, umrl 402. Tu imate samo na kratko navedeno njegov kursus honorum oziroma kaj je vse dosegal. V mladosti je bil kvestor in pretor, kot je bilo običajno za rimske senatorje. Potem njegova prva pomembnejša funkcija je prišla, ko je bil star okrog 25 let. Takrat je bil korektor Lukanije in Britijev. Korektor je v bistvu neke vrste provincialni upravitelj v pozni antiki. Nekaj let kasneje je bil zaradi uspešne službe nagrajen, da ga je senat kot vodjo delegacije poslal na dvor v Trier. Tam je cesarja tako očaral svojim govorom, da mu je podelil častni naziv comes tertii ordinis oziroma comes 3. reda. Kasneje je bil prokonzul Afrike, to je ena redkih provinc, kjer so potem senatorji neposredno imeli še neko vlogo pri upravljanju. Afrika, Azija in Ahaja so bile 3 take province, ki so še ostale v pozni antiki. Kasneje je potem bil tudi sam prefekt rimskega mesta in pa leta 391 je postal konzul, kar je bila redka čast, ker v tem času je cesar na položaj konzula imenoval bolj kot ne vojaške generale. Tako da nekdo civilist iz senata, ki je dosegal ta položaj, je bila to zanj kar velika čast. Tu imate na primer iz 4. stoletja neko stensko upodobitev, to je iz tako imenovane bazilike Junija Basa in to je v bistvu ta proces, nastopni proces procesija novega konzula, ki ga vidite tu prikazanega na način, ki seveda ni več klasičen, ampak gre že za poznantično umetnost. Za njim so pa predstavniki 4 cirkuških ekip. Najbolj znani so bili zeleni in plavi, bile sta pa tudi še 2 drugi frakciji, ki niste bili tako prominentni. Zdaj, zakaj sploh o Simahu govorimo v povezavi z antično ekonomijo? Gre, kot sem dejal, za zelo premožno družino. Iz Olimpiodora, grškega zgodovinarja, ki je žal samo fragmentarno ohranjen, je znano, da je leta 401 za svoje igre, to so bile igre, ki so jih pač novi pretori morali prirediti v Rimu, Simah zapravil 2000 oziroma namenil 2000 funtov zlata, kar je, če si predstavljate, več kot 900 kil čistega zlata. To je v današnjih zelo grobo preračunanih cenah, mislim, da je okrog 60 milijonov evrov. Seveda se ne da to na ta način računati, no, ampak to so samo za pretorske igre. Potem je še za kvestorske igre nekaj namenil in pa tudi za lastne konzulske igre, tako da se nekako domneva, da je Simah v relativno kratkem času moral približno zapraviti 4000 funtov zlata samo za te javne igre. Imel je številne posesti, tu imate navedeno, katere so identificirane iz njegovih del. Te so imele posamezne tudi svoje imena, naprimer Arabiana je bila neka predmestna vila v Rimu, vendar ni znano, kje se je točno nahajala. Znano je tudi, da je imel posesti izven same Italije, v Mauretaniji in pa na Siciliji. Nedvomno je imel pa še druge vile in posesti, o katerih pa pač ničesar ne vemo. Zdaj, te njegove posesti so znane predvsem iz njegovih pisem, kakšnih epigrafskih virov je zelo malo oziroma so vezani samo na mesto Rim. Teh pisem je 905,
ki so razdeljena v 10 knjig, pokriva nekako obdobje od 365 do 402 po našem štetju. Zdaj, kar se tiče same objave, je neko vprašanje, na kakšen način je do tega sploh prišlo, ali je bilo vseh 10 knjig objavljenih hkrati, ali je bila najprej objavljena prva knjiga, ki so ji sledile knjige od 2 do 7 in pa potem še knjige od 8 naprej. Tisti vprašaj je na koncu v tem mogoče malo nerazumljivi formuli, je ta vprašaj na koncu, zato ker ni čisto jasno, kaj z 10. knjigo, v kateri so danes ohranjena samo 3 pisma. Pomembno je imeti v mislih, da teh pisem seveda ni Simah napisal in niso bila objavljena z namenom, da bo 1600 let kasneje nekdo znanstveno oziroma filološko preučeval njihovo vsebino. Predvsem je bil glavni smisel objave teh pisem, da se je Simah prikazal v uspešni luči kot dober senator, ki je zvest tradiciji, ki opravlja svoje dolžnosti in vse tiste funkcije, ki jih more upravljati. Zdaj to predstavitev, ker je ta tema kar obširna in bi lahko že v vsaki stvari precej dolgo govoril, če ne drugega, o pravnih vidikih upravljanja s posestvi, bo ta predstavitev ponudila nekakšen pregled, kaj vse iz Simahovih pisem lahko zvemo o posestvih in o odnosu senatne aristokracije do posesti. Že v prvem pismu Simah omenja neko vilo v Bavljih, ki jo je dobil kot doto na nek način ob poroki z Rustikijano, hčerjo Memija Vitrazija Orfita. Ta omemba je, če prvič beremo pismo, se nam zdi čisto nič posebnega, ampak dejansko gre za rahlo provokativno omembo, ker se je Orfit po koncu svojega mandata mestne prefekture zapletel v precejšnje težave. Država je nekako odkrila, da je ukradel oziroma da je nepravilno izplačal večjo količino denarja, ki jo je terjala od njega. In v bistvu je Orfit pravno razdedinil svojo hči Rustikijano ter potem nekako na drug način poskrbel, da je Simah le prišel do te vile. Tako da je ta omemba že v prvem pismu kaže, da je bila posest seveda vedno povezana tudi s pravnimi vprašanji in da so se že v antiki na vsak način poskušali izogniti davkom. Je pa ta opis posesti iz prve knjige, prvega pisma zanimiv tudi zato, ker Simah omenja slike Akindina in njegovih prednikov. Znano je, da so v rimskih vilah bile upodobitve lastnikov in njihovih prominentnih prednikov in Simah to priložnost izkoristi za to, da napiše krajšo pesem o tem, kaj so vse Akindin in njegovi potomci dosegli. Informacije, ki jih Simah prinaša, so sicer bežne in nenatančne. Večinoma on ni pisal pisem zato da bi podajal res dolge in obširne informacije. Pomembno je vedeti tudi to, da v antiki so bila ta pisma večkrat mišljena kot neki spremni dopisi. Glavne informacije je v bistvu podal tisti, ki je pismo fizično prinesel. Pisma so bila le kot nekakšne voščilnice oziroma vizitke, ki so sodile zraven teh ustnih informacij. Vidimo pa lahko iz Simahovih pisem, da se je Simah ves čas selil od vile do vile, to je dobesedno potovanje po Italiji, od Rima do Neaplja in nazaj. To je večkrat, kot sam pravi, povezano tudi z zdravjem. Večkrat se je zadrževal v obmorskih mestih, da bi se pozdravil po kakšni bolezni. Posesti so tudi sicer stale na lepih lokacijah, naprimer v Bajah, to je bilo neko obmorsko letovišče pri Neaplju. Simah jih sam imenuje Sinus Luxuriae, se pravi nek razkošen zaliv. Danes so Baje znane tudi po tem, da so se pač zaradi tektonike, se morsko dno dviguje oziroma se tam kopno poseda, tako da je en del teh Baj je danes v bistvu pod vodo potopljen in so ohranjene. In naprimer, čisto tako sem dal za primerjavo, kaj je britanski Mirror o njih napisal, kot da je to wine-soaked party town of luxury and wickedness. Se pravi, si lahko predstavljate, da je to danes bilo to neko letoviško mesto s kazinoji in nočnimi bari najbrž.
Vendar pa Simah, kot sam zagotavlja, se v svojih vilah ne predaja užitku. Kot pravi v naslednjem citatu, ubique vitam agimus consularem in tako naprej, pravi, da povsod živi življenje, ki pritiče bivšemu konsulu in vedno živi resno, tako pravi, da pri njemu ni nobenega popevanja na čolnih, nobenega nažiranja na požrtijah, ne obiskuje prepogosto kopališč, niti pri njemu mladina objesno naplava po morju. In kot sam pravi temu svojemu dopisniku, scias nullum esse in luxuria crimen locorum, vedi, da za razkošno oziroma razuzdano življenje niso krivi sami kraji, ne? Se pravi, da so ljudje tisti, ki živijo razuzdano, ne pa da jih kraji k tem spodbujajo. Zanimivo je čisto tako, no, kot nek vpogled v antično mentaliteto oziroma življenje, je Simahov komentar, da ima sam raje gore kot morje, da sicer pravi, da številni dajo prednost morju pred gorami, ampak da se mu njemu zdi, da je vendarle za izogibanje poletni vročini bolj primerno bivati v gozdnatih gorskih krajih. Samo da si predstavljate na tem zemljevidu, tu imate Neapelj, potem Herkulaneum in Pompeje, ki v Simahovem času itak niso več obstajali, no to je Vezu tudi, Puteoli in pa Baje so pa, če vidite, zahodno od Neaplja, v bistvu v tem manjšem zalivu zahodno od Neaplja, blizu so bile pa tudi Kume, tako da večino teh letovišč je bilo zelo na gosto skupaj posejanih. Zdaj, upravljanje s posestmi je bilo, kot kažejo Simahova pisma, lahko tudi težavno. Predvsem v primeru, če je senator zapadel v nemilost pri cesarju ali cesarski administraciji. Zaradi tega so ostali nekako ga dojemali kot da je ranljiv in da se ga lahko lotijo tudi na nepoštene načine. Pogoste težave so bile potem to, da so se kakšni sosedje bolj oddaljenih parcel spomnili in so s tožbami poskušali okoristiti na račun tistega, ki je zapadel v nemilost. V primeru Simaha je tak primer bil po letu 388, Simah je imel to nesrečo, da je bil primoran imeti slavilni govor za uzurpatorja, ko je cesar Teodozij tega uzurpatorja premagal in ubil, je cesarska vojska v Ostiji zasedla njegovo posest in začasno je moral prenašati vojaško zasedo. Bile so tudi druge nevšečnosti, ki so prežale na uboge senatorje, naprimer v enem pismu omenja, da se bližajo teraj filiji, to so nekakšni brezdomci, klošarji, ki so blodili po deželi gor in dol in pred katerimi se je Simah preventivno umaknil iz svoje vile, da mu ne bi bilo treba prenašati tega plebsa. Znano je tudi, da je leta 375 plebs med pomanjkanjem hrane požgal hišo Simahovega očeta, zato je moral ta zbežati iz mesta. Prav tako se je nekaj podobnega zgodilo 20 let kasneje, ko je tudi med pomanjkanjem hrane ljudstvo predvsem zamerilo Simahu to, da je kot vodja senata še zaostril situacijo, ker je Gildona, ki se je takrat uprl v Severni Afriki, razglasil za javnega sovražnika. Zdaj, v tem času, po ustanovitvi Konstantinopla, je glavni vir hrane za Rim predstavljala Severna Afrika in ne več Egipt, tako da je to sovražni nastop do Gildona še zaostril pomanjkanje hrane v Italiji. To je seveda ljudstvo Simahu zamerilo, zato je moral prav tako zbežati iz mesta, ampak so se ljudje pokesali in ga poklicali nazaj. Iz Simahovih pisem tudi lahko razberemo, da je bilo občasno oteženo potovanje, omenja poplave, podrte mostove in plazove. Mnogokrat je potoval po morju, kar je včasih povzročilo neko slabost. Zanimivo je, da nekoč piše nekemu prijatelju, da naj gre raj kar domov, ker je vila, v kateri
ga je mislil nastaniti že zasedena in da naj se kar obrne na poti, ker pri njemu ne bo imel prostora. Pravne vidike imate tu samo naštete, sicer jih Simah več opisuje. Čisto tak, najbolj banalen je to, da je si pač nekdo podedoval neko posest in jo potem lahko podaril ali prodal naprej. Večkrat, kot sem omenil, je pri upravljanju oddaljenih posesti lahko so nastale določene težave. Upravitelj oziroma najemnik je lahko poskušal oškodovati lastnika, tako Simah piše v imenu neke ženske, ki je oddala svojo posest pri Akvileji, potem pa jo je najemnik skoraj da uničil zaradi slabega upravljanja in se seveda ni hotel odpovedati svoji funkciji. Nek drug primer, ki je precej kompliciran, je senator Ampeli. Njemu je grozilo, da bo izgubil posest, zato ker si je nekdo drug v neki drugi tožbi enostavno izmislil, da je bila Ampelijeva posest tudi del neke dediščine, kar pa ni bila. V takih primerih je Simah interveniral pri pomembnih možeh v Italiji, ki so imeli v rokah tudi sodno funkcijo. Danes bi temu najbolj rekli korupcija, da sodniku naprej pišeš, kako ne odloči. Ampak to je bila v pozni antiki pač precej standardna praksa. Primer je tak rahlo moralno dubiozen za današnji čas, je tudi zadnji primer, to 30. pismo 9. knjige, kjer Simah omenja, da je za nekega leona kupil posest, vendar pa prodajalcu to je narobe napisan, kupcu. Prodajalcu je zamolčal, kdo bo končni lastnik, ker prodajalec, če bi vedel, da bo leon na koncu dobil posest, je najbrž ne bi prodal. Zdaj Simah sicer tudi dodaja nek krajši stavek v to pismo, da ga sicer veseli, da ima leon toliko denarja, da lahko kupuje nepremičnine, ampak vendarle upa, da bo to nekako na bolj, kako bi rekel, civiliziran način počel, brez da bi oškodoval svoje prijatelje ali da bi sam sebe oškodoval na tak način. V naslovu je omenjen morbus fabricatoris oziroma nekakšno prav bolesno zidanje. Večkrat Simah tako v svojih pismih omenja tudi gradnje in obnove vil. Že v prvi knjigi je tak njegov citat, to imate v prvem primeru, Hankine mihi esse fortunam, ali kako to, da me je zadela takšna usoda, da kamorkoli se obrnem ali stopim, moram nekaj zgraditi. Večkrat je gradil kakšno novo vilo, omenja več primerov, ko je bilo treba pač stare vile renovirati, ker so se začele podirati. Naprimer, tak primer je 70. pismo v 6. knjigi, to je obnova neke vile, ki jo je Simah kupil v Rimu. Prejšnji lastnik je dal prednost hitri gradnji, ne pa zanesljivi, tako da se je začela stvar podirati in Simah šaljivo piše temu naslovniku pisma, da ta naslovnik pisma gradi orjaško novo hišo, Simah bo pa v bistvu enako količino denarja dal za to, da bo renoviral to staro hišo. In kot sam pravi, je v bistvu enak znesek terja to, da ali človek enkrat naredi solidno konstrukcijo taka, kot mora biti, ali pa vedno popravljati tisto, kar se podira. Na koncu je strošek enak. Senatorji, kar se tiče nadzora te gradnje, kot je tudi napisano, so zdaj lahko senatorji gradnjo nadzirali sami, lahko je pa to kdo opravljal za njih. Imamo pisma, kjer je naprimer Simah sam pogledal, kako je zgradnja na njegovi posesti, imamo pa tudi pisma, kjer so drugi Simahu poročali, kaj se pri obnovi godi. No, niso bile pa za zaključek tega pregleda, niso bile vse stvari tako negativne. Olimpiodor, ki sem ga prej omenil v zvezi z izdatki, ki jih je Simah namenil za sinove igre, piše, da so bile senatorske vile kot majhna mesta in res Simah večkrat omenja razkošne bazene, ki so se gradili, novo vrsto mozaikov, ki jo je kakšen
lastnik vile odločil uporabiti na svojih posestvih. Omenja naprimer lov na zajce kot tipično stvar, lovske gostije so omenjene. Šaljivo celo nekomu očita, da praznuje rojstne dneve svojih lovskih psov. Lov je bil seveda prijetna zadeva, medtem nekomu naprimer oglašuje, naj kar pride k njemu na posest, zato ker bosta med lovom lahko gledala morje. Je pa tudi tako zelo lepo pismo, ki omenja tudi zimski lov v zasneženih Apeninih. No in tu imate tudi dva mozaika, ki sta sicer nekoliko starejša. Ta desni kaže, kako psi lovijo zajca, levi pa pač, kako že potem ulovljenega merjasca odvažajo sužnji. Upam, to je nekako to, kar sem si zamislil za današnjo predstavitev. Upam, da ste dobili s tem nekakšen vpogled v to, kaj nam lahko o senatorskih vilah in o odnosu senatorjev do posesti pokažejo neka taka pisma, nek tak vendarle oseben vir iz pozne antike. Hvala.